Ja, kot že mogoče sedaj nekoliko veste, med je več vrst. In tale danes, ki vam jo predstavljam, no, to je pa mačja meta. Verjetno ste že slišali za to mačjo meto. Mogoče tudi veste, da ima na mačke takšen učinek, da se zelo rade ob njej povaljajo, se ob njej drgnejo, jo mogoče grizljajo in ima na mačke tak poseben sproščujoč učinek, kot da so v nekem svojem transu, bomo rekli, no. Ja, mačja meta mora biti po latinsko Nepeta cataria. Ta deluje, bom rekla, zelo sproščujoče, v določenih primerih tudi pomirjevalno. Zaradi pač tega je najbolj uporabna, kadar imamo težave z napetostjo, tesnobo, ali pa če si nekako imamo težave z nespečnostjo, torej si želimo olajšati, izboljšati spanec. Uporabljamo jo v obliki čaja, nabiramo jo takrat, kadar cveti, lahko jo tudi pred cvetenjem že pobiramo, lahko si pa iz nje pripravimo tudi tinkturo. Mačja meta je zelo stara rastlina, uporabljali so jo že stari Rimljani, ima zelo velik pomen v ljudskem zdravilstvu. Iz nje so si velikokrat pripravljali tudi razna olja, ali pa delali ta kadila, tako da si lahko delamo kadila iz žajbljevih listov. Uporabni deli, kot sem že povedala, so cvetovi in listi. Mačja meta se uporablja tudi lahko za otroke, saj jih pomirja njihove želodčke, pomaga pri vročinskih stanjih, preprečuje krče, torej jim tako pomaga pri težavah z vetrovi. Naj bi tudi zmanjševala občutljivost na bolečine, takrat, kadar pač izraščajo zobki in s tem blaži razdražljivost. Torej, mačja meta deluje pomirjevalno, torej je dobra pomoč pri nespečnosti, razdražljivosti, stresu, blaži krče, vetrove v črevesju, tako pri odraslih kot pri otrocih, ureja želodčne, črevesne težave, preprečuje napenjanje, lajša pa tudi bolezni dihal, saj spada v družino met. Mete pa, kot veste, se uporabljajo tudi pri težavah z dihali. Iz nje si lahko pripravimo tudi razne obhladke, kadar nas mogoče popikajo komarji v poletnem času, ali pa če imamo kake otekline, praske, rane, in si namažemo, si jo tako pomanemo med prsti, da izloči tisto eterično olje in si pomanemo po ranicah. Uporabna je tudi kot ženska rastlina, torej da jo uporabljamo v tistih časih, ko imamo ženske največ težav, torej v času menstruacije, saj ima nekako blag mišični relaksant, torej sprošča mišično napetost in je zelo koristna v primerih menstrualnih bolečin. Tako, mislim, da sem kar dobro opisala tole rastlino. Ima, kot sem že povedala, širok spekter delovanja, zelo lepo se drugače tudi razširja. Lahko jo delite z koreninami, lahko si jo razširjate s potaknjenci ali pa iz semeni. Se tudi zelo dobro semeni in širi po vašem vrtu. Bom pa rekla, mogoče pa res ni tako agresivna pri svojem širjenju kot ostale mete, zato jo lahko imate v družbi tudi ostalih zelišč, vam jih ne bo tako zadušila. Tako, pa lep pozdrav!